Dobro, kako si? Nimaš orožja pred seboj? Ne, gospod. V redu, samo pridi k meni in se obrni, daj roke za hrbet. Prav? Da, gospod. Hvala lepa. Kar se je začelo kot družinski spor, je preraslo v načrt za umor po naročilu. Na novo objavljen posnetek s telesne kamere prikazuje aretacijo očeta TikTok zvezdnice Gabby Gonzalez, za katerega tožilci pravijo, da je skupaj s hčerko najel morilca, da bi ubil očeta njenega otroka. Skupaj skrbiva za otroka. Jaz skrbim za zdravniške preglede, zobozdravniške preglede in terapevtske obiske. Gabby Gonzalez je svojim 100.000 sledilcev na družbenih omrežjih povedala, da skupaj vzgajata otroka s svojim bivšim, ki poje v fantovski skupini, a naj bi si ga v resnici želela mrtvega. Samo za trenutek vas bomo dali na zadnji sedež enega od naših avtomobilov. Kaj je njen oče povedal oblastem, ki so ga odpeljale in ga morda za dolgo časa zaprle. To je On the Case, ki ga predstavlja Law and Crime. Sem Chris Stewart. Poglejte, klišejsko je govoriti o tem, kako površinska so lahko družbena omrežja. Toda v tem primeru je spletna podoba povsem drugačna od tega, kar FBI pravi, da se je v resnici dogajalo v ozadju z Gabby Gonzalez in njeno družino. Bom iskren z vami. Pred njihovimi aretacijami prejšnji mesec nisem poznal nikogar, ki je bil vpleten v to zgodbo. Ampak, če ste kot jaz, to pravzaprav ni pomembno, ko pogledate, kako šokantne so obtožbe v središču te zgodbe. In zdaj imamo nekaj na novo objavljenih posnetkov s policijske kamere, ki prikazujejo trenutek, ko so oblasti prijele domnevnega finančnika te operacije. Zaveden o vsem, kar se dogaja. Ne, nisem zavestna. Zavestna hči. Jo, Ariela. Ja. Pravkar smo prejeli ta posnetek s telesne kamere od šerifovega urada okrožja Seminole na Floridi, ki prikazuje aretacijo očeta tiktokerke Gabby Gonzalez Francisca prejšnji mesec. To je posnetek televizije West TV iz Orlanda, ki prikazuje Francisca na njegovem prvem zaslišanju na sodišču, potem ko je bil obtožen, da je poskušal najeti morilca, da bi ubil očeta svoje vnukinje. In kar naredi ta primer še bolj izstopajoč, je, da je Francisco po poklicu odvetnik, zdaj pa se sooča z možnostjo, da bo leta preživel v zaporniškem kombinezonu. Pokazal vam bom, kaj je Francisco povedal namestnikom šerifa, ko so ga odpeljali, v le nekaj trenutkih. Da pa resnično razumete to zgodbo, morate pogledati na domnevne ukrepe, ki jih je ta družina sprejela, da bi se spravila na nekoga, s katerim so bili javno videti v dokaj dobrih odnosih. V redu, najprej bom govorila o Floridi, ker, seveda, sem rojena in vzgojena Floričanka in pred 5 leti sem se odselila. To je Gabby Gonzalez. Na TikToku ima več kot 400.000 sledilcev, na Instagramu pa še dodatnih 400.000 sledilcev. In to občinstvo si je zgradila na spletu, ker je do svojih sledilcev brutalno iskrena. Poslušajte to, kar je objavila na Instagramu. Prosto krvavenje mi je za začetek pomagalo, da sem bolj usklajena s svojim telesom. Drugič, izdelki za menstruacijo so smešno dragi. Izdelki za menstruacijo bi morali biti enostavno dostopni za vse, ki jih potrebujejo. Seveda niso, cene pa se še naprej zvišujejo. Poleg tega pa so v skoraj vsakem izdelku za menstruacijo, celo v organskih, prisotne kemikalije. Prišla sem do točke v svojem življenju, ko raje ne sodelujem več pri tem. Gabby je bila tudi zelo odprta glede svoje hčerke, ki jo ima s pevcem po imenu Jack Avery. Postala sem samska najstniška mama rekla bi kar pri 17 letih, ker sem v bistvu vse počela sama. Po 2,5 letih kot samska mama sem prehitro skočila v zvezo, ker sem si res želela tiste fizične in čustvene podpore, kot si jo večina samskih staršev obupano želi in potrebuje. Poleg tega sem si res želela biti v srečni, zdravi in varni zvezi. Ko je postalo jasno, da zveza dolgoročno ne bo uspela, me je bilo grozno strah oditi, ker me je bilo strah, da bom spet sama. In po 2,5 letih v tej zvezi sem zdaj spet sama. Torej, še en trenutek iskrenosti. Poleg Backstreet Boys in NSYNC res ne vem ničesar o fantovskih skupinah. Še posebej o tistih, ki so trenutno priljubljene. Ampak Jack Avery je bil član fantovske skupine z imenom Why Don't We.
Nehali so nastopati leta 2025 zaradi nekaterih pravnih težav, ki so jih imeli s svojim nekdanjim menedžmentom, ampak so bili res zelo priljubljeni. Jack je bil še posebej zelo priljubljen. Na Instagramu ima skoraj 1,5 milijona sledilcev. To je slika, ki jo je objavil marca 2025. Na sliki je z majhno deklico, pripis pa je Moja kraljica. Od leta 2020 sta Jack in Gabi v sporu za skrbništvo nad svojo zdaj 7-letno hčerko. In ne glede na okoliščine ali na to, kako prijateljska je bila ločitev ali razhod, bitke za skrbništvo niso lahke. A to je tisto, kar je Gabi povedala marca letos na Instagramu. Sva so starša. Jaz skrbim za zdravniške preglede, zobozdravniške preglede in terapevtske obiske. Torej, vidiš ta video in si moraš misliti, da stvari očitno potekajo dobro. Mislim, bila sta v sporu glede skrbništva. To je zagotovo težko. V središču je majhna deklica, a zdi se, da je zelo sproščena in odprta, ter govori o tem, kako skupaj vzgajata otroka. Po podatkih FBI pa to ne bi moglo biti dlje od resnice. Stvari so bile v tistem trenutku izjemno nevarne. Torej, poglejmo si obtožbe, ki so v središču tega primera. In da bi to razumeli, se moramo vrniti v leto 2021. Takrat je FBI začel preiskovati družino Gonzalez in še nekaj drugih ljudi, domnevno zaradi poskusa najema morilca za umor Jacka Averyja. In to vključuje tudi Gabi Gonzalez, pravijo agenti. Tako ima tudi Gabi bivšega moža, ki je po sodnih dokumentih, ki smo jih prebrali, FBI-ju povedal, da je njen oče, Francisco, rekel, da bi bil spor glede skrbništva cenejši, če bi bil Jack Avery mrtev. Francisco naj bi celo najel zasebnega detektiva, da bi sledil Averyju. To je bilo pred leti, da bi poskušal najti karkoli, kar bi lahko pomagalo v tem primeru glede skrbništva. Tako je FBI povedal, da je bil Francisco, ker je bila skrbništvo nad njegovo vnukinjo ogroženo, pripravljen plačati na $1000, da bi se znebil problema. In ta problem je bil Jack Avery. To je časovni potek obtožb o tem, kako naj bi ta domnevni načrt nastal. Sodni dokumenti pravijo, da je 22. marca 2021 Francisco domnevno pisal v družinskem skupinskem klepetu. Kaj praviš na to? Da je domnevno želel ustrahovati Jacka Averyja. Napisal je, citiram, pokliči Barco, nikoli ni prezgodaj. Kar so preiskovalci šteli za pomembno, ker so kasnejši dokazi pokazali, da sta bila Gabi Gonzalez in njen bivši fant, ki je prav tako vpleten v to, njegovo ime je Kai Cordery in tudi on se zdaj sooča z obtožbami. Domnevno sta poskušala rekrutirati MMA borca po imenu Dustin Barca, da bi grozil Jacku Averyju. Dustin Barca v tem primeru ni obtožen. To želimo zelo jasno poudariti. Vendar pa načrt za zastraševanje Jacka Averyja v naslednjih nekaj tednih preide na novo raven. Domnevno so poskušali najti plačenega morilca, ki bi ubil Jacka Averyja. Aprila 2021 je FBI povedal, da je Francisco, Gabi in oče, poslal $10,000 Kaju Corderyju, da bi šel na temni splet in najel plačanega morilca. Preiskovalci pravijo, da je Francisco domnevno poskušal denar prikazati kot plačilo za storitve spletnega razvoja, vendar agenti pravijo, da je bila to le krinka. Za tistih $10,000 nikoli ni bilo opravljenega nobenega dela na področju storitev spletnega razvoja. To naj bi bilo namenjeno nečemu zelo zloveščemu. Junija 2021 naj bi Francisco poslal še več denarja Kaju Corderyju. Tokrat je šlo za $4,000 sodni. Dokumenti navajajo, citiram, 5. junija 2021 je Cordery poslal Franciscu Gonzalezu račun v višini $4,000 prek svoje strani Whisper Business. Francisco pa je znesek kasneje tudi plačal. Obremenitev se je pojavila v bančnih izpiskih Francisca, ki jih je sodišče zahtevalo s sodnim pozivom. Cordery je kasneje izjavil, da dejansko ni opravil storitev spletnega razvoja in da je verjel, da je bil namen računa le krinka. Torej, to slišite, in Cordery se zdi, da do neke mere sodeluje. Ampak spet, sooča se z obtožbami, o katerih bomo govorili čez trenutek. In imate to zvezdnico družbenih omrežij, njenega takratnega fanta, Kaja Corderyja, in nato Gabijinega očeta odvetnika, ki naj bi skupaj pripravili ta načrt. In resnično preprosto ne vem. Prav tako želim poudariti, na kateri del interneta bi sploh šli, da bi poskušali najti morilca, ampak ta skupina ljudi naj bi domnevno mislila, da so na pravi poti. Mimogrede, domnevno uporabniško ime Kaja za njegovo domnevno iskanje morilca je bilo King69. Torej, očitno misli, da je na poti našel nekoga, ki je plačani morilec.
Nekoga, ki ga lahko najamejo, da bi napadel in ubil Jacka Averja. V resnici pa oseba, s katero je komuniciral, sploh ni bila plačani morilec. Govorili so z FBI-jem. Agentje so imeli dostop do vsega, kar je Kaj komuniciral s to osebo, za katero je mislil, da je plačani morilec prek spleta. In ne le, da imajo preiskovalci te domnevne sporočile, Francisco je imel domnevno tudi telefonski klic z osebo, za katero je mislil, da je agent FBI-ja. Uporabil je nekaj šifriranih besed, pravijo, vendar ni govoril s plačanim morilcem. Govoril je s članom FBI-ja. Hej, pozdravljeni v mojem tečaju o tem, kako ugotoviti, ali je moški dober človek. Najverjetneje ni. Tako lahko vidite, kako je Francisco obtožen v tem primeru. Vidite lahko tudi, kako se Kaj Kordri, zdaj že bivši fant Gabi Gonzalez, sooča z obtožbami v tem primeru. Kako pa je Gabi sama vpletena v to? Domnevno je imela pogovore s Kajem o načrtu in o tem, kako bi lahko šlo kaj narobe. In FBI pravi, da imajo te pogovore posnete. FBI prav tako pravi, da imajo še eno pričo, ki trdi, da je Gabi rekla, da želi, da bi bil Jack mrtev. In da je domnevno govorila o načrtu, da bi za umor plačala z bitcoini. Za Jackov umor. Prav tako pa naj bi domnevno rekla, da želi, da bi Jackova smrt izgledala kot prometna nesreča. Dobra novica tukaj je, da je bil načrt za umor Jacka preprečen. In približno 4 leta kasneje, potem ko je FBI povedal, da je Francisco govoril o tem, da bi plačal $1000 za umor pevca, so šerifovi namestniki posredovali in Francisca aretirali v okrožju Seminole na Floridi, blizu Orlanda. In to je posnetek s telesne kamere iz te operacije. Boš ti fizično posredoval ali jaz? Ja. Hej, zdravo, dobro. Kak si? Dobro, nimaš pri sebi nobenega orožja? Ne. Gospod. V redu. Sam prid k meni se obrni, da je roke za hrbet, prav? Da, gospod. Se nam to. Pridi sem, prijatelj. Da, gospod. Kako se gospod? Stali boste tukaj v senci, prav? Sam na hitro vas bom preiskal, če imate pri sebi orožje, prav? Ja. Nimate ničesar pri sebi, ne gospod? Nič? Kaj tazga, kar bi vas lahko zbodlo ali kaj podobnega? Ste se zavedali vsega, kar se dogaja? Ja, nisem. Zavedam se, da je moja hči, ja. Gabriela. Ja. Malo razširi noge. Lahko. Obrni se in se postavi s hrbtom sem. Seveda, prijatelj. Tako, izvoli. Poskrbi, da si pripet. V redu si in udobno ti je. Kolikor ti je lahko. V redu za zdaj. Lahko jih prilagodimo, če bo treba. Redo. Družina, žena, je ona tam noter ali otroci? Sin moje žene in tvoja snaha sta tam notri, kaj ne? Ja. Moja žena je trenutno v Los Angelesu. V redu. In potem novorojenček iz Salt Rivera. Ja. To so moji vnuki. Ja. Ja. Pozdravljeni. Vse vam bomo razložili čez trenutek, prav? Seveda. Ja, prosti. Prosti. Torej, tukaj Francisco pravi, da mu je malo vroče, da mu je neprijetno, vendar lahko vidite, da je zelo vljuden, ko ga šerifovi pomočniki pridržijo. Zdi se miren, zdi se, da razume, vendar tudi pravi, da ne ve, zakaj je areteran. Da se umika. Naše avtomobile za trenutek. Cenim vaše sodelovanje. Da, gospod. Ničesar na vas, kar bi me zanimalo. Nič drugega, gospod. Ja. Ničesar sploh. Hotel sem reči, da... Gotovo je. Počakajte trenutek. Pozdravljeni, operator, sam nekaj računov, ki potrebujete. Ste pustili svoj telefon v rezidenci? Ja, je znore. V redu. Lahko ga imaš, mislim, da je samo za mojega računovodja. Kdo je tukaj? Moj sin in ali njegova žena ter moja vnukinja. Pojdimo tja.
what cafe. Že nekaj časa ni vozil značenega avtomobila. Naj grem tukaj, ampak na drugi strani. Raš, najprej pogledam noter. Ja. Je v redu. Ne, tam ni ničesar. Odprli bomo okno, odprli bomo tudi okno, da boste vedeli, da je tam zadnji lahko precej vroče. Tukaj bo malo neudobno. John, ja vem, oprosti prijatelj. Živa, ampak ta. Ja, tukaj je kot ena majhna razpoka, kamor lahko daš zapestje. Ja, lahko. Ja, tako, to je to. Za zdaj ja, oprosti zaradi tega. Francisco so dali v policijski avto in nekaj minut kasneje je k njemu pristopil namestnik šerifa. Hej, gospod. Ja, trenutno se pogovarjajo z vašim sinom. Vem, da imate mobilni telefon v svojem stanovanju. Prosil vas bo za soglasje, da vstopijo noter in vzamejo mobilni telefon. Če ne, bomo pridobili nalog za preiskavo stanovanja in bomo šli noter ter ga vzeli na ta način, kar bi pomenilo, da bi vaš sin, njegova hči in vsi ostali morali biti zunaj, kdo ve kako dolgo. Torej, odločitev je vaša. Če nam daste soglasje, da gremo noter izključno z namenom, da vzamemo vaš mobilni telefon, lahko to storimo. Če ne, bomo pridobili nalog za preiskavo, da vstopimo. To je v redu. Ni pobuda, ne potrebujete. Torej, imamo vaše soglasje, da nam vaš sin izroči vaš mobilni telefon. Ja. Kako izgleda vaš mobilni telefon? Črn je, ima črn ovitek in je iPhone. V redu. In kako izgleda slika na zaslonu? Kot vaš zaklenjeni zaslon? Ja, mislim, da je čisto običajna, kot ura ali nekaj tazga. Ni fotografije, ni problema. Poklical bom sina, naj pride sem. Dali ste nam dovoljenje, da vzamemo telefon, pa ne. Kaj, gospod? Poklical bom vašega sina. Mislim, da mi ne bo verjel, če bom šel tja in mu to povedal, zato ga bom poklical, naj pride sem. Če se s tem strinjate, ga bomo prosili, naj ga prinese in stvar bo rešena hitreje, kot bi bila sicer. Šerifovi namestniki se pogovarjajo tudi z Gabijinim bratom, Franciskom sinom, ki očitno nima pojma, za kaj gre. Četinik, ja, prav, ja. Hej, gospod, lahko pridete ven? Imam nekaj stvari za vašega očeta. Redo. Ryan Andrews. Ja, oprosti. In potem ja, kako se temu reče, kaj? Jackson, takrat sem poklical. Hvala, da ste se nam danes pridružili. To je vzhalo pri njem. To je tako zabavno. Govoril sem z njim prek tega. V redu, lahko to predate nam, prosim? Podpora, torej povej mi. Ta primer je iz Kalifornije, zahteva ta telefon. Vem, da je ta telefon FBI zasegel pred nekaj leti, ko smo imeli FBI agente. V redu. Zahtevajo, da sodelujemo pri pridobitvi tega telefona, namesto da bi napisali nalog za preiskavo stanovanja za zaseg telefona. Namesto naloga za preiskavo, torej ni naloga za preiskavo. Ne, trenutno ni naloga za preiskavo vašega stanovanja. V redu, torej že imajo nalog za preiskavo njegovega telefona, ali to pravite? Pisali so nalog za preiskavo njegovega telefona. V redu. Sprašujejo vas, če imate nalog, potem ga lahko zagotovim. V redu, ona želi iti tja in to poiskati za vas. Torej, morda ta aretacija ni povsem presenetljiva. Saj, ko poslušate tam, slišite namestnika reči, da je FBI pred leti zasegel Franciskom telefon. In znova pomislite na to preiskavo. Začela se je približno leta 2021. Zdaj, to je trenutek, ko pripeljejo Franciskom sina k očetu, ki je v policijskem vozilu. Edini predmet, ki ga imate, da grem kar tja. Bi bilo v redu, če grem po to in ti prinesem domov. Jaz pa moram. Bom nadaljeval. Nočemo, da bi šel po to in začel brisati stvari. To je edina stvar, ki je nočemo. V redu. Hočeš stati v tem kolesu, da ga lahko vidiš? Pozdravljeni. Hej, hvala gospod, kako ste?
dolg rekord s menoj. Eden od njih. Sin se nato vrne v hišo in to je vse, kar imamo od posnetka telesne kamere v tem trenutku. Hkrati pa je Francisco aretiran na Floridi. Njegovo hčerko, ki je znana na TikToku, aretirajo na zahodni obali. Bila je v okrožju Humboldt, ki je na skrajnem severu Kalifornije. In bila je na letališču v času aretacije. Potem, ko so jo pridržali, so jo prepeljali v Los Angeles. To je zdaj posnetek, ki ga je ekskluzivno pridobil TMZ, njenega prvega nastopa na sodišču. Gabi je stala za pregrado, njen odvetnik pa je bil pred njo, zato njenega obraza nismo mogli dobro videti. Na tej sodni obravnavi, ki je trajala le nekaj minut, je bila izdana zaščitna odredba, po kateri se mora Gabi izogibati ne samo Jacku Averiju, ampak tudi njunih hčerki. Zdaj so bili Gabi, njen oče in njen bivši fant Kai Cordry vsi obtoženi poskusa umora, zarote za storitev umora in napeljevanja k umoru. Kar se tiče Jacka Averyja, je dejansko lani v enem podcastu povedal, da mu je FBI sporočil, da je bil tarča domnevnega načrta za umor, vendar v tem podcastu o tem ni povedal več podrobnosti. Tako ni jasno, kaj točno je vedel takrat. Je pa izdal izjavo po aretaciji matere svojega otroka. Rekel je, citiram, pred nekaj dnevi so bile 3 osebe aretirane v povezavi z domnevnim načrtom, da me ubijajo. Ena od teh oseb je mati moje hčerke. Leta smo jaz in moja družina prenašali intenziven javni nadzor, lažne obtožbe in globoko boleče napade na naš značaj in ugled. V tem času sem se odločil ostati tiho, iz spoštovanja do pravnega postopka in, kar je najpomembneje, do svoje hčerke. Trenutno se osredotočam na to, da sem najboljši oče, kar sem lahko. Hvaležen sem, da imam izključno skrbništvo nad svojo hčerko, ki je varna, zdrava in globoko ljubljena. Veselim se, da bom še naprej gradil mirno in stabilno življenje zanjo. Rad bi tudi izrazil svojo iskreno hvaležnost svoji družini, prijateljem, organom pregona in okrožnemu tožilstvu okrožja Los Angeles za njihovo podporo skozi ves ta proces. In na koncu, vsem, ki ste me podpirali in me niste obsojali, medtem ko se je resnica razkrivala, hvala. Vedno iščite resnica. Sodnik je Gabi določil varščino v višini $2 milijonov in uspelo ji je plačati. Tako je Gabi na prostosti, medtem ko se primer nadaljuje. Kar zadeva njene 2 soobtoženca, njenega očeta in nekdanjega fanta, sta še vedno v priporu, medtem ko se primer nadaljuje. Dobro jutro vsem, med espresom. Ne tako kot mi. In 23-letni eksperiment, moji možgani so na nečem. Samo je... Gabi ni objavila ničesar na družbenih omrežjih od pred aretacijo. Pridruži se nam zdaj, da se pogovorimo več o tej zgodbi. To je Randy Kessler, odvetnik za družinsko pravo. Vedno je super, da si tukaj pri Law & Crime, Randy. Najprej bi rad začel s tem, da se to vrača v leto 2020, ker se zdi, da se je takrat začela ta težava glede skrbništva. Glede na vse, kar vemo do zdaj, dejstvo, da je trajalo približno 5-6 let, da so v tem primeru dejansko aretirali nekoga, kaj ti najbolj pade v oči pri tem časovnem okviru? Ker se zdi, da je že leta 2021 FBI morda imel dovolj dokazov. In to govorim ne kot pravnik ali član organov pregona. Zdi se, vsaj na prvi pogled, kot da bi lahko ukrepali veliko prej. Prav, in to je, veste, ko rečete, da bi morda imeli dovolj, veste, in poleg tega gre za kazenski primer. Dokazati ga morate onkraj razumnega dvoma. En mojih najljubših pregovorov, Kris, je 2-krat meri, 1-krat reži. In noče zgubiti tazga primera. In veš, nujnosti res ni, dokler so osredotočeni samo na lažnega morilca. Kaj ne? Če bojo imeli tega najetega človeka, ki je v resnici ovaduh, potem jih ne skrbi zaščita žrtve. Tako da je bilo ugrajenega malo več časa, ampak želiš to narediti pravilno. Veš, da boš nekoga obtožil za nekaj tako drastičnega, tako dramatičnega, tako težko verjetnega. Ne? Poskusi prepriča poroto, da bi mama in njen oče ubila očeta otroka. Bolje je, da imaš vse trdno v rokah. Tako da mi ni mar, da so si vzeli čas in na koncu zbrali dovolj. Zdi se, da imajo zdaj več kot dovolj. Ja, zagotovo imajo posnete pogovore, telefonske klice.
Trdijo, da jih imajo. Mislim, veš, in videli smo v mnogih primerih, še posebej na zvezni ravni, da si vzamejo nekaj časa, preden dejansko pridejo do točke, ko ukrepajo in opravijo aretacijo. Hotel sem se pogovoriti s tabo, ker veš, pogosto in žal so nekateri od teh primerov povezani z ločitvijo, ki je potekala. V tem primeru je šlo za nekakšen boj za skrbništvo, ki je trajal že leta. In pomislim na Francisca Gonzaleza. In tukaj je nekdo, ki je sam odvetnik, ampak če pogledaš nazaj, se zdi, da je bil zelo vpleten v ta spor za skrbništvo nad svojo vnukinjo. In ni nezakonito najeti zasebnega detektiva, da nekoga sledi, sem prepričan. Ampak mislim, da če pogledamo nazaj, lahko rečemo, da so se stvari v tem primeru precej zaostrile. Kot nekdo, ki dela in se pogosto mora ukvarjati s temi zelo težkimi, recimo družinskimi odnosi, kdaj nekako opaziš nekaj in začutiš, da se stvari zaostrujejo? Do te mere, da veš, ne vem, če lahko kdaj napoveš, da bi nekdo domnevno poskušal najeti morilca. Ampak ko stvari presežejo točko, kjer se zdi, da je morda zakon edino, na kar se osredotočamo. Veš, kot odvetniki imamo različne ravni odgovornosti. Zavezani smo, lahko delamo samo tisto, kar je zakonito. In potem, da obdržimo svojo licenco, lahko delamo samo tisto, kar je etično. In da ohranimo svoj ugled, lahko delamo samo tisto, kar je profesionalno. Prepričan sem, da bi odvetniška zbornica ne odobravala najema morilca, da bi ubil očeta otroka vaše hčerke. Veliko tega slišimo in je veliko pretiravanja, veliko je jeze. In mi smo včasih filter, skozi katerega to pride ven. In ljudje se nam izpovedo. In ko rečejo kaj takega, jim rečemo, ne šalijo. In pravijo, a ne bi bilo ceneje, če bi najel kazenskega odvetnika, če bi jih ubil. In jaz rečem, to ni smešno. Če si vsaj 1% resen, potem moramo imeti pogovor. In jaz nisem tvoj odvetnik in bova govorila z nekom drugim. In morda šla na pristojne organe. Torej, to pogosto slišimo. In imel sem te pogovore. Ampak kako naj ocenim, nisem psiholog, kako naj ocenim, kdaj je nekdo res tako vznemirjen? In to ne zveni kot primer, kjer bi bilo tako, to ni primer, kjer bi bila mama res dobra mama, ampak je oče nekako pretentu sodišče in sistem ter se preselil z otrokom v drugo državo, mama pa nikoli več ne vidi svojega otroka in je jezna. Veš, take stvari povzročijo, da ljudje naredijo drastične stvari. To je bil primer, kjer veš, pogledaš njene videoposnetke in njena družbena omrežja in vidiš, da ima nekaj za razčistiti in očitno zelo slabo misli o moških. Mogoče se to združi v celoto, ampak ne vidim kot svojo nalogo, Krištof, da bi rekel, ta bo verjetno ubila svojega partnerja ali očeta otroka, ta pa ne. Če meni očitno obstaja sodna praksa, da moram nekaj ukreniti, privilegij je prekinjen. Če vem, da načrtuje umoriti očeta otroka, lahko in bom šel na oblasti. Prav. In celo mislim, da si izpostavil dobro točko glede sarkazma. Ker veš, v nekem trenutku naj bi Frančišek rekel nekaj takega kot, no, bilo bi ceneje, če bi bil Jakob Averi mrtev. In veš, to je nekaj, kjer sem prepričan, da bodo ljudje, ki gredo skozi nekaj tako čustvenega, kot je spor glede skrbništva nad otrokom, dali takšne pripombe. Ampak potem si misliš, kdaj doseže to raven, ko v resnici ne gre več za šalo. In očitno, po mnenju FBI-ja, je bilo prav s tem, s čimer smo imeli opravka. In ena stvar, ki sem jo omenil, ker smo v preteklosti obravnavali primere, ko gre za morilce po naročilu, plačane umore seveda, v filmih imaš te ljudi, ki jim lahko plačaš določen znesek denarja in potem to opravijo namesto tebe. In potem preprosto izginejo nazaj v temo in nikoli ne izveš, kdo so te ljudje. In zdi se, da so Gabi Gonzalez in njena družina domnevali, da imajo opravka s takšno osebo, v resnici pa je šlo za agenta FBI. In videli smo že veliko takšnih primerov, kjer se je izkazalo, da je član organov pregona tisti, ki se predstavlja kot nekakšen strašljiv morilec po naročilu. Kaj menite o tem, kako je prišlo do te preiskave in kaj to pomeni za primer v prihodnje? Prav zaradi tega je FBI lahko zbral toliko dokazov. Mislim, da je tak primer veliko lažji, ker smo obravnavali primere, kjer je bil najet morilc, da skoči z grmovja, postavi pneumatiko na cesto in ustreli očeta, ko je vračal hčerko materi na obisk. Veste, te ljudje, to ni kot v filmih, ujamejo jih. In niso profesionalci, ki bi zaračunavali $100,000. Slišimo zgodbe, tudi vi ste jih pokrivali, kjer nekdo za nekaj tisočakov misli, da lahko ubije nekoga. Kaj mi je mar? Vedno jih ujamejo. Dejstvo, da je bil v resnici nekdo iz organov pregona, bi moralo pomeniti, da je primer popolnoma jasen, ker jih imajo zanesljivo na sumu. Oseba, ki bo pričala proti mami in njenemu očetu, je oseba, za katero je mama mislila, da jo najema za umor, da stori umor. Zato mislim, da je primer močnejši. Zveni kot zelo močen primer. Ne vem, kakšen je izhod. In ja, veš, odvetniki obrambe bodo rekli, da je to le pretiravanje in da je to le humor, črni humor, ampak sledila so dejanja. Ni bilo samo, hej, želim si, da bi bil moj mož mrtev in potem je nekega dne mrtev.
Broje A plus B je enako C. To je dobro in govorimo tudi o dejanjih, ki so trajala leta. Vse to se nekako nadaljuje. Kako dolgo, mislim, bitka za skrbništvo je potekala že od leta 2020? Jack Ivory je imel skrbništvo nad otrokom. Do neke mere sta skupaj vzgajala otroka. Jasno je, da Gabijina družina ni bila zadovoljna. Ampak kako dolgo lahko takšni spori glede skrbništva trajajo? Tudi če pride do sodbe, če nekdo dobi skrbništvo, mislim, kako pogosto se zgodi, da se nekaj vleče 5-6 let, kjer se še vedno prepirajo, kdo naj ima skrbništvo nad otrokom. To je tisto, zaradi česar je moje delo tako zapleteno. Včasih zanimivo, ampak zelo pogosto zapleteno, ker to ni poslovna transakcija. In potem, ko so vpleteni še stari starši in ti ne želijo le zaščititi svojega otroka, ker njihov otrok ni naredil nič narobe, ampak želijo tudi zagotoviti, da bodo imeli odnos z vnukom. In da ste to vidimo v primeru Adelson, kjer so bili stari starši tako vpleteni, da so pomagali organizirati umor. V tem primeru se je umor dejansko zgodil, kaj ne? Tako se lahko primeri vlečejo in vlečejo, dokler vsi ne ugotovijo, da bi moral to sprejeti. In mislim, da je naloga dobrega odvetnika reči, veš, poliži si rane, izberi najboljšo možnost in končaj s tem. Včeraj sem se do 10. ure zvečer pogovarjal z nekom in mu razlagal, da ga bo to stalo veliko denarja, da ne bo prišel veliko dlje. Ne boš dosegel zadoščenja. Sodnik ne bo rekel, da si ti angel, on pa hudič. Na koncu boš dobil neko vrsto rešitve. Poskusite to rešiti sami, ker če to rešite sami, boste imeli boljši izid, kot če to prepustite sodniku, ki vas ne pozna. Ampak ja, Fris, včasih so ljudje toliko jezni in toliko prepričani v svoj prav, da ne vidijo druge strani. In nimajo odvetnikov ali pa nimajo dobrih odvetnikov, ki bi jim razložili, da obstaja tudi druga plat. Ne boste videti tako dobro, ko boste pred sodnikom in pride na dan to ali ono dejstvo. In otroci potrebujejo oba starša. Vsak sodnik bo začel z mislijo, da sta oba otrokova starša. Oba starša imata pravico biti z otrokom. Tako da, ja, žal se lahko vlečejo in vlečejo v nedogled. Ja, in ne vem, kakšno zastopanje je imela Gabi, razen njenega očeta, ki dela na področju odškodninskega prava na Floridi. Ampak kako vi, in to se mi zdi na splošno zelo zanimivo, kako se spopadate s tem, ker sem prepričan, da imate vsak dan opravka z ljudmi, ki gredo skozi zelo stresne stvari. Kako se spopadate, ko je vaša stranka, recimo v tem primeru Gabi Gonzalez, in imate očeta, ki je zelo vpleten? Ona je očitno mlada, ampak kot odvetnik, ki pomaga družini skozi to, kako nasplošno obvladujete te osebnosti? In kdaj se oglasite, če imate pretirano vpletenega starša, ki poskuša biti bolj vključen kot morda sama stranka? Koliko časa imate? Ne. Počakajte, ne. Mislim, zastopamo odvetnike in zastopamo, veste, odvetniki pripeljejo svoje otroke. Pred kratkim je ena odvetnica pripeljala svojo hčerko k nam na posvet. Vedno poskrbim, da pogledam stranko v oči. In to lahko včasih razjezi očeta ali mamo, ki pripeljeta otroka, veste, in rečem, vi ste naša stranka. Če se kadarkoli odločiš, da mi želiš nekaj povedati za očetovim hrbtom, te ščiti odvetniška zaupnost. Ti si naša stranka, ni me briga, kdo plačuje. Veste, in to včasih pomeni, da nas ne najamejo, ker je oče tisti, ki ima denar. Težko je, še posebej, ko je oče odvetnik. Po drugi strani pa je to včasih res dobro, ne? Ker so starejši, modrejši ljudje, ki so že nekaj časa tukaj, lahko glas razuma. In lahko rečejo, v redu, razumem, kaj Kessler pravi. Pojasnil je, da čeprav je, veste, oče naredil te stvari, dokler živi starši, ni nevaren. Ali če ga niste ujeli, da pije in vozi, sodišče ne bo proaktivno preprečilo, da bi vozil z otroki. Torej, to je dvorezen meč. Ampak ko imate pretirano vpletenega, vmešavajočega se starša v skrbniškem postopku, je lahko težko. Vendar sta potrpežljivost in razlaga stvari pomembni. In včasih moramo preprosto zaščititi sebe in vse zapisati, te reči, poslušaj, povedal ti bom, ampak bom tudi napisal. In ko se pomiriš, prosim, preberi to pismo 3, 4, 5 in potem se pogovoriva. Ampak to je dobro vprašanje, Krištof, in je zelo težko. In niso samo starši. Lahko je tudi sorodniki, lahko so agenti, lahko so menedžeri, lahko so ljudje, ki poskušajo zaščititi stranko in včasih poskušajo zaščititi stranko pred nami, ker smo pač odvetniki, ki poskušamo zaslužiti, kaj ne? Veliko ljudi misli, da ne poskušamo dati dobrega nasveta. In mi poskušamo stranki dati tisto, kar je najboljše za njo. Ne pa tisto, kar je najboljše za babico, dedka, strica ali brata. To je najboljše za vas in vašega otroka. In veste, včasih tudi mi ne vemo. Poskušamo to ugotoviti. To je zahtevno okolje, ampak se ne pritožujem. Uživam v tem, kar počnem. In mislim, veste, če to počnemo dovolj dolgo in dovolj trdo, ter o tem razmišljamo, in spet, 2krat merimo, 1krat režemo, bomo opravili boljše delo kot nekdo, ki hiti na sodišče, natrosi vse mogoče očitke in reče, sodnik, on je idiot.
Veš, kaj je povedal Den Kristof? Pravim, da tisti, ki dobijo skrbništvo, ali se bolje odrežejo v primeri skrbništva, so tisti, ki povejo boljše stvari o drugi strani. Tisti, ki sodišču pokažejo, da so pripravljeni sodelovati z drugo stranjo, ne glede na to, kako slabi so, ker je to otrokova mati ali oče. In to se zdi resnično. Kako verjetno je, da bo Gabi, če bo spoznana za krivo obtožb, ki jih ima, in bi, veste, dobila precej resno zaporno kazen, predvidevam, če bo spoznana za krivo tega, česar je tukaj obtožena. Kako verjetno je, da bo videla, veste, če oče otroka, Jack Avery, reče, da noče, da bi ta otrok videl mamo, preden dopolni 18 let. In seveda, potem, ko dopolni 18 let, lahko sprejmejo kakršnokoli odločitev želijo. Ampak recimo, da on noče, da bi hči obiskovala mamo v zaporu. Mislim, kako verjetno je, da bi lahko imela argument, da bi še vedno lahko videla otroka, če bi bila dejansko obsojena na določeno obdobje za zapahi. To je torej težko vprašanje. In obstajajo primeri. Pred leti je bil primer v Kentuckyju, kjer je posiljevalec, oseba, ki je bila oče, kjer je posilil mater, še vedno dobil pravico do obiskov, ker ima otrok pravico videti očeta. Vsak primer je edinstven. Sodnike bi morali prepričati, da bi bili vsi pomisleki ustrezno rešeni. Tam bi bili nadzorniki, ki bi poskrbeli, da ne bi prišlo do ničesar neprimernega. Ljudje, ki bi imeli pravico prekiniti srečanje. Verjetno bi bilo precej težko, ampak spet, odvisno je od sodnika. In sodniki so pomembni. Ljudje o tem ne razmišljajo. Ampak veste, resnično vprašanje je, kaj naredi sodnik v takem primeru, v takšni situaciji? Kaj o tem meni ta sodnik? Je bolj pomembno, da otrok ve, kdo je njegov starš, tudi če je njegov starš naredil nekaj tako groznega, ali je bolj pomembno, da otrok temu ni izpostavljen? To je težko vprašanje, vendar ni pravila, ki bi reklo, da zaradi obsodbe za kaznivo dejanje izgubi vse pravice do skrbništva in časa z otrokom. In ni pravila, ki bi reklo, da je kljub temu, kar je naredila, zagotovljen čas z otrokom. Vsak primer je treba obravnavati posebej. Kar se tiče sodnikov, ona lahko plača varščino. Gabi jo je plačala. Dodeljena je bila varščina v višini $2 milijonov. Njen oče in njen bivši fant, ki sta prav tako obtožena, pa sta še vedno v priporu. Kar se tiče vprašanja varščine, se mi zdi, da se razlikuje od zvezne države do zvezne države, zagotovo pa tudi od sodnika do sodnika. Prav v teh primerih, ko vidiš nekoga, ki je obtožen precej nasilnega kaznivega dejanja, kot je ona, pa lahko plača varščino. Kako verjetno je, da sodnik sploh ve, ali je v resnici mogoče, da bi nekdo lahko plačal takšen znesek, ko ga izreče na sodišču? Veš, ne vedo. Zagotovo ne vedo. To je del argumenta, ne? Zakaj nekdo, ki je reven, dobi nižjo varščino kot nekdo, ki je bogat? In bistvo je, da jih želi spodbuditi, da se vrnejo na sojenje. Če ima nekdo $100 milijonov in rečeš, da je varščina $500, lahko plača teh $500 in gre v drugo državo, ki ne dovoljuje izročitve. Zato moraš določiti tako visoko varščino, da če je višja od njihovega premoženja, se bodo verjetno vrnili na sojenje. Veš, varščina je zanimivo vprašanje, ker gre za denar v primerjavi z morebitno dosmrtno zaporno kaznijo. In če si denar izposodiš od staršev, ti je bolj mar za to, da vrneš denar staršem ali za svojo svobodo. To je težka odločitev, ko si sodnik in določaš varščino. In zato veliko primerov sploh nima varščine. Ampak spet, nedolžni smo, dokler nam ne dokažejo krivde. Torej, če lahko plača varščino, ima pravico in bi si verjetno želela priti nazaj ter dokazati svojo nedolžnost. Ja, sodniki ne vejo, to je umetnost, ne znanost. Ne obstaja nobena matematična formula, ki bi rekla, da če je nekdo vreden $2 milijona, mora biti varščina enaka četrtini njegovega premoženja ali neto vrednosti ali karkoli že. To je preprosto analiza sodnika. Kaj bo najverjetneje zagotovilo, da se bodo vrnili na sojenje? Ja, vedno je razprava v mnogih teh primerih, ko gre za varščino, seveda je odvisno od zvezne države, od sodnika, bomo videli, kaj se bo tukaj zgodilo. Zelo zaskrbljujoče obtožbe, ne glede na to, ali gre za slavne tiktokerje ali pa samo za navadnega človeka z ulice. Zelo zaskrbljujoče je, zakaj je ta družina obtožena. Randy Kessler, odvetnik za družinsko pravo. Vedno je odlično, da ste z nami na Law & Crime. Hvala, ker ste bili z nami. Hvala, Kristof. To bo vse za oddajo On the Case, ki jo predstavlja Law & Crime. Naročite se na nas na YouTubu in Spotifyju. Zdaj nas lahko spremljate tudi na Peacocku. Sem Kristof Stewart, se vidimo naslednjič.